Poskušam razumeti, kakšna je povezava med tem, kar študiramo, in kongresom. Veste, to je zanimivo. Ko začnem občutevati, ko imam vsa ta razločanja, ko začnem razločati prvič, se soočim pred povezanostjo, se soočim z določeno stvarjo. In sicer tu imamo podobo. Imamo krog, torej tu je 359 stopinj možnosti, ki jih imam v življenju. Vse možnosti, ki jih imam v življenju, to je 359 stopinj možnosti. In samo ena stopinja možnosti, torej ena možnost, je tista, ki jo imam odprto nasproti povezanosti. Tudi tu je sedaj ta krog povezanosti. V tej povezanosti je točka v srcu. To so točke v srcu, to je naš skupni zbor, kongres, skupnost točk v srcu. Torej, to je naše izhodišče. To smo mi sedaj. To je naša trenutna situacija. In imenujemo to od 24. do 26. oktobra. Imamo ta in tu se bomo srečali z mnogimi razločenji v fazi, ki jo imenujemo priprava. Torej, s čem se bomo soočali, je na primer svoboda izbire. Razločili bomo svobodo izbire. Sedaj imam celotno moje življenje in to boste videli, to je nekaj, kar boste občutili, da se to pobuja od zgoraj. V trenutku, ko sem prvič soočen z možnostjo za resnično povezavo, povezanost, se v meni pojavi nekaj novega. In to je moje prvo srečanje z egom. Mislil sem, da je ego tako, kakor igralci v filmih in imajo velike avtomobile, velike hiše, lepe žene in tako naprej. In da je to ego, ali politiki, bogataši, to ni ego. To so vseeno mali egi, ki ne štejejo. In ego se v resnici začne in lahko ga merite in občutite šele v soočenju z možnostjo povezave. To se imenuje recimo faraon, Laban. Takrat se dvigne, se pojavi. In potem 359 možnosti postanejo tako pomembne, tako upravičene. Začnem čutiti, da je celo moje življenje tako resnično. Nenadoma ne morem priti, kajti takrat bo prišla moja tašča, čeprav jo zelo sovražim, moram ostati in jo srečati. Ali nimam denarja, ali v katerem drugem primeru bi se lahko kaj simpatičnega kupil. To je svoboda izbire, kajti pred mano sta dve reči. Možnost, da resnično dosežem duhovnost po vsem tem, kar smo rekli, to je možnost. In da srečam učitelja, Rava Lightmana, da srečam prijatelje, ali da grem kamorkoli drugam. In tako upravičujem samega sebe. Kaj pomeni konfrontirati ego na kongresu? No, to točko bomo še dosegli, vendar sedaj smo šele na začetku. Veste, lahko vidim tudi
izgradnjo mojega hotenja, moje želje. Kajti sedaj na mojo željo, na moje hotenje vpliva celotna skupnost, celotna družba, vse možni vplivi, ki obstajajo naokoli, delujejo na mene. Iz vseh 6 želja, hotenj, ki jih poznamo, hrana, seks, družina, denar, slava, znanje. Vse te želje vplivajo na mene. Kako dejansko vplivajo na mene? Z edino stvarjo, ki je torej pomembnostjo. Pomembne so. Torej, ta želja, ki sem jo vedno iskal, ta točka v srcu, če želim, da ona prevlaga, da se poveča njena pomembnost in da ona obvlada vse ostalo in da vidim, da so vse te ostale želje in hotenja, ki jih percipiram, kakor da obstajajo, kakor da so pomembna. Torej, tudi tu je delo, ni nikogar razen njega. Rabite razumeti, da nam stvarnik pošilja vse te prepreke in ta zavračanja samo z enim namenom, da bom razodel in odkril resnično in močno željo, hotenje k njemu, k stvarniku. Torej, kako začnem z pripravo? Prvo dejanje, prva stvar je, da kliknete na registracijo. Dokler tega še ne storite, samo razmišljate, ali bi ali ne bi. Klik na registracijo, šele potem se začne dejansko priprava. Iz mojega izkušnja, kako bom resnično prišel na kongres. Iz mnogih let dela z italijanskimi prijatelji se spomnim problemov, ki so jih imeli, ki so govorili, ne morem priti, pa to imam, pa to. Vendar potem vidite, ko skupaj z njimi se poveča, ko uspete dvigniti pomembnost kongresa, potem se vse spremeni. Percepcija realitete se povsem spremeni. In oni vidijo, kako jih je ego povsem obvladoval. In potem razpoznajo, potem se razpozna, kako ta ego deluje. Torej človek je povsem prepričan, tudi jaz sem to doživela. Ne morem priti, ne morem, tudi jaz sem to doživljal. Ja. Kako začnem v resnici mojo pripravo? Narišimo še enkrat. Torej, relevantno za vse, kar delamo, je, tudi tu imamo pripravo. Najprej je samo ena točka in še nisem v pripravi. Razmišljam o tem, da pridem ali ne pridem. Tu še nisem začel za pripravo. Lahko je tudi 23. oktober in potem bom začel razmišljati, ja, morda bom prišel, vendar bom imel samo en dan, da bo lahko naredil pripravo. Če pa vstopite sedaj, kako prijatelji že začenjajo delati, potem bom takoj vstopil v dejanski proces priprave in bom začel odkrivati nova razločenja, svobode izbire. Torej, kakšno razločenje, kaj želim doseči na tem kongresu? Druga razločenja, kako bom za prijatelji, ali bom aktiven, ali bom pasiven, ali bom odkril, kaj pomeni dajati. In ta razločenja, ne želim vam reči, kaj so ta razločenja. In ta razločenja rastejo in rastejo vse do kongresa samega, ali želim razodeti stvarnika ali ne, recimo. Vedno bo tu svoboda izbire, preko katere boste odkrivali, da imate tako mnogo dimenzij v tej svobodi izbire, da vsi ti ves ta trikotnik, ki smo ga tu pokazali, vse to naše hotenje, cel ta trikotnik, celotna je to naš klin, naša posoda. Torej, kako se vse to odloči, kako iz te točke se vse odloči.